Razgledi in razmisleki. Kamal al-Džafari se je rodil leta 1972 v Palestini. Odraščal je v mestu Ramla, od študija na Akademiji za medijske umetnosti v Kölnu pa zadnjih 20 let živi in ustvarja v Nemčiji. V svojih filmih združuje dokumentarni film in fikcijo, njegov pristop je pogosto eksperimentalen, filmsko gradivo pa arhivsko. Njegova dela so bila prikazana na različnih mednarodnih filmskih festivalih in v galerijah po vsem svetu, med drugim na Berlinalu, v Locarnu in Rotterdamu, ter v galeriji MoMA in Tate Modern. Al-Džafari v svojih delih prek filmov raziskuje palestinsko kulturo in zgodovino ter razkriva sistematične poskuse uničevanja le-teh. Lansko leto je bil po festivalih po vsem svetu prikazan njegov film z naslovom Fidaj film, s katerim režiser zariše ponovno simbolno prisvojitev arhivskih fotografij in posnetkov palestinskega raziskovalnega centra v Bejrutu, ki jih je leta 1982 ob vojaškem napadu Libanona zasegla izraelska vojska. Film, ki z vizualnimi intervencijami v arhivske podobe deluje kot protest proti izbrisu palestinske kulture in zgodovine, je na švicarskem festivalu dokumentarnega filma Visions du Réel lansko leto prejel glavno nagrado v enem od tekmovalnih programov. Na letošnjem filmskem festivalu v Locarnu pa je Al-Džafari v glavnem tekmovalnem programu predstavil svojo novo filmsko stvaritev, ki je, lahko bi tako rekli, nastala po naključju. Al-Džafari je namreč našel 3 mini DV kasete iz leta 2001, na njih pa podobe, ki jih je sam posnel v Gazi, ko je tam pred skoraj četrt stoletja iskal moškega, s katerim sta bila leta 1989 skupaj v izraelskem zaporu. Kako to, da je omenjene kasete sploh našel? Kamal al-Džafari. I didn't know that I have this material all these years with me. And I came across it by chance because I wanted to digitize some of my old mini DVDs. V resnici sploh nisem vedel, da sem imel to gradivo vsa ta leta pri sebi. Nanj sem naletel po naključju, ko sem želel digitalizirati nekatere svoje stare mini DV kasete. Ko sem jih pregledoval, sem opazil eno od njih, na kateri je bilo v arabščini napisano s Hasanom v Gazi. Res nisem imel pojma, za kaj gre. Pravzaprav sem najprej mislil, da mi je to kaseto morda nekdo dal. Nisem se je spomnil. Namenil sem se v podjetje, kjer sem jih želel digitalizirati. Prva stvar, ki sem jo rekel zaposlenemu tam, je bila: lahko poskusite to kaseto vstaviti v predvajalnik? Bil sem zelo radoveden. Kaseta se je zataknila v predvajalniku in moral sem počakati še en dan, saj je moral zaposleni predvajalnik odpreti in popraviti. Naslednji dan, ko sem končno lahko pogledal posnetke, sprva še vedno nisem vedel, za kaj gre. Vse dokler nisem opazil, da so posneti v Gazi. Ko sem na posnetkih zagledal sebe, sem se začel postopoma spominjati potovanja, toda večine prizorov se še vedno nisem mogel spomniti. Bilo je zelo nenavadno. Edina stvar, ki sem se je spomnil, je bil prizor iz Hasanovega doma po noči. Ne vem zakaj, toda prav tisti prizor si mi je vtisnil v spomin. Vse ostalo, kar vidite v filmu, ne spomnim se, da bi to snemal. Kar odpira vprašanja o odnosu med spominom in dokumentiranjem, torej fotografijo ali filmom. Zdi se, kot da si stvari zapomnimo zato, ker imamo fotografijo ali posnetek teh stvari. Mislim, da je eden od razlogov, zakaj se nisem spomnil nobenega od teh posnetkov, ta, da nikoli nisem pogledal surovega materiala. Kasete sem vzel s seboj, ko sem šel študirat v Nemčijo, nato pa nanje popolnoma pozabil. Prvič sem jih videl šele pred letom dni, ko sem jih znova odkril. Še posebej se spomnim prizora po noči v Hasanovi hiši. Takrat sem spal v sobi njegovih otrok, ker so bili pri mami, kot mi je pojasnil. Zaradi pogostega streljanja po noči niso mogli spati, zato jih je odpeljala k svoji družini daleč stran od tistega območja. Še danes, potem ko sem iz posnetkov ustvaril film, se večine posnetkov od takrat sploh ne spomnim.
But yeah, it is really quite until today, I mean, even having worked on this film, still I don't remember having shot all of that. Filmske podobe Gaze, kakršne več ni, govorijo tudi o njenem opustošenju strani Izraela danes. Kako je avtor doživljal proces ustvarjanja tega filma glede na današnjo situacijo? Yeah, I mean, it is really a very emotional. Šlo je za zelo čustven proces, predvsem zato, ker gledaš nekaj, česar ni več. Celotno območje Gaze, mesta, begunska taborišča, vsakdanje življenje tam je bilo pravzaprav izbrisano. In seveda se, ko gledaš te posnetke, sprašuješ, kaj se je zgodilo z vsemi temi ljudmi. Od mojega obiska je že dolgo, 24-25 let. Pa vseeno se sprašujem, kaj se je zgodilo z njimi, z vsemi temi otroki na posnetkih. V Gazi je bilo že takrat prisotno nasilje. V filmu vidimo posledice okupacije, življenja pod nenehnim pritiskom. Biti prebivalec Gaze je bilo že takrat povezano z nasiljem, razvrednotenjem, ponižanjem. V enem od prizorov me nekdo pelje skozi območje, kjer vidite, kako naseljenci ustrahujejo prebivalce Gaze. Eden od prizorov, ki je zame danes še vedno najtežji, je prizor, v katerem vidimo težke bivanjske pogoje prebivalcev Gaze. Iz ozadja pa slišite izraelskega vojaka, ki jim vzklika ukaze, oddaleč, a ostro. To so bile razmere, v katerih so ljudje tam že takrat živeli. Pomembno je povedati, da se je to dogajalo že takrat. Še preden je Hamas prišel na oblast. Še preden se je zgodil 7. oktober. Veliki mediji pogosto govorijo, kot da se je vse začelo takrat, zaradi napada Hamasa. A resnica je, da je bila Gaza že prej pod blokado, pod vojaškim nadzorom in ljudje v njej so bili ujeti. Tako kot reče v filmu Hasan, smo zaporniki brez administracije. Zato je odkritje tega gradiva nekaj posebnega, kot da je ves ta čas čakalo, da se pojavi prav v trenutku, ko je potrebno, da nam pokaže, kakšno je bilo življenje nekoč pred 25 leti. Da so ljudje že živeli v zelo težkih razmerah. Mislim, da če bi to gradivo odkril pred 10 leti, film ne bi imel takšnega pomena. Ne vem, kako to opisati, kako je mogoče, da sem ga videl šele zdaj, čeprav sem imel kasete ves ta čas pri sebi. Nikoli jih nisem pogledal, bile so tam, čakale, da jih odkrijem prav v tem izjemnem trenutku palestinskega obstoja ali neobstoja. So they were there, in fact, to be discovered in this very special moment of Palestinian existence or non-existence. V vaših filmih smo vajeni natančne montaže, vizualnih posegov v arhivsko gradivo, eksperimentalnih pristopov. Zdi se, da ste tokrat pustili podobam, da govorijo zase. After discovering the first tape, I looked more and I found 2 more tapes without any labels. Ko sem odkril prvo kaseto, sem iskal še naprej in našel še 2 brez oznak. Našel sem 3 kasete s skupno 2 urama in 40 minutami posnetkov. Ko sem jih začel pregledovati, sem hitro spoznal, da tega filma ne smem zares montirati. Vse, kar je v filmu, je v enakem zaporedju, kot je bilo posneto, od začetka do konca. Celotno potovanje, vse, kar vidite, je ostalo tako, kot sem ga našel. Zato v odjavni špici piše kamera, zvok in montaža v kameri. Saj je bil film ustvarjen prav na ta način, brez kakršnega koli posega v zaporedje posnetkov. Odstranil sem le nekaj prizorov zaradi dramaturgije filma, vendar je zaporedje ostalo enako. Film poteka tako, kot je potekalo moje potovanje in konča se s prizorom, kjer sem s svojo družino v Gazi, medtem ko nas snema otrok. Po naključju je bilo tudi njemu ime Hasan. V Gazo sem se namenil, da bi poiskal prijatelja in seveda so se ob tem vračali tudi spomini, ki sem jih v filmu popisal. Smo v Gazi, kjer vidimo življenje tam in vse, kar ga obdaja.
Gaza se zdi kot zapor, ljudje pa kot ujetniki okupacije. To je bila dodatna raven filma, ki se je povezala z mojo osebno zgodbo, ki je bila pomemben del nastanka teh posnetkov. Odločil sem se, da to zgodbo v filmu zapišem, ne pa pripovedujem z glasom, saj se je na posnetkih že tako veliko dogajalo. To je bil trenutek za razmislek, za vrnitev v preteklost in povezavo svoje osebne zgodovine s tem krajem, kjer osebno postane kolektivno. And linking my history, my personal history, to this place, where the personal becomes also the collective. V filmu izvemo, da ste bili kot najstnik strani izraelske vojske zaprti. V kolikšni meri vam je snovanje tega filma povrnilo spomine na čas preživet v izraelskem zaporu? These experiences are kind of experiences that you never forget, right? I mean, you keep coming back to this time. To so izkušnje, ki jih nikoli ne pozabiš. Vedno znova se vračajo, včasih redkeje, včasih pogosteje. Ob filmu sem se moral znova soočiti s preteklostjo in svojo zgodbo. Nenadoma so se mi v spomin prikradli prizori, povezani z izkušnjo v zaporu. Odkritje kaset in ogled posnetkov sta mi povrnila te spomine, ti pa so se prepletli z delom na filmu, zato sem jih želel deliti. Ta film je zame zelo oseben, tako kot pravzaprav vsi moji filmi, saj so zame filmi in umetnost širše nasploh oblika osebnega izraza. Nekateri spomini ostanejo zavedno, na primer tisti o človeku iz zapora, ki sem ga iskal. Uprl se je ponižanju, ki smo mu bili izpostavljeni, zaradi česar so nas kaznovali, njega pa odpeljali. Še veliko stvari sem se spomnil, a jih v tem filmu nisem delil z gledalci. To je filmska zgodba zase in morda bom nekoč iz nje naredil igrani film. V vašem filmu vidimo Gazo kot zapor na prostem. Izvemo pa tudi več o tem, kako je Palestincem v izraelskih zaporih. Po podatkih organizacije Defense for Children International je vsako leto v zapor odpeljanih tudi približno 500 do 700 palestinskih otrok, nekateri so stari le kakšnih 12 let. Ko se v medijih govori o talcih, ki jih je oktobra 2023 zajel Hamas, redko slišimo o njih. Of course, I don't believe that anyone should be taken as a hostage, obviously, But all of what happened is the fault of the occupation, of the condition that was created. Sam verjamem, da nihče ne bi smel biti vzet za talca. Toda vse, kar se je zgodilo, je posledica okupacije in razmer, ki jih je ta ustvarila, dolgotrajnega obleganja Gaze in s tem povezane izraelske politike. Poleg izraelske politike, aretacij in zapiranja Palestincev je potrebno poudariti, da je v njihovih zaporih še vedno na stotine Palestincev brez kakršnega koli sodnega postopka, brez sojenja. Preprosto zaprejo jih. Zapor jim podaljšuje vsakih 6 mesecev, nekateri pa so v takem položaju že leta, tudi 10 let. To uradno niso talci, a hkrati so talci. Grozljivo je, da smo prišli do točke, ko so bili Izraelci zajeti kot talci, da bi izpustili palestinske talce. To je kaos, to so grozljive razmere, za katere je odgovorna okupacija, pa tudi mednarodna skupnost, ki ni naredila ničesar, da bi jo zaustavila, da bi Palestincem zagotovila svobodo in samoodločbo. Tako smo prišli tudi do položaja, kjer storilci genocida, ker so lahko že prej počeli vse brez posledic, ostajajo nekaznovani, tudi ko izvajajo genocid. To je izjemno slabo. And they still believe that they can get away with it. And they are still getting away with it. And this is very bad. Kaj je tisto, kar po vašem mnenju manjka v javnem diskurzu, ko govorimo o trenutni situaciji v Gazi in Palestini širše? For me it's always very, very strange to hear when people are surprised that such a movement exists. I mean, colonized people, they become... Zame je vedno zelo nenavadno, ko so ljudje presenečeni, da gibanje kot je Hamas sploh obstaja.
Kolonizirani ljudje postanejo nasilni, to je povsem človeško. Trditi nasprotno bi bilo neresnično. Ni mogoče okupirati ljudi in pričakovati, da se ti ne bi uprli. Postanejo nasilni, ker je sama okupacija nasilna in ne reproducira nasilje. Ljudi spravlja v obup, prisili jih, da se uprejo. Noben človek namreč ne bo sprejel, da je manjvreden. V tej situaciji je neverjetno tudi, kako dolgo je mednarodna skupnost dovolila, da se vse to dogaja. Palestinci smo zdaj priča posledicam dolgotrajnega procesa razčlovečenja. Ko dopustimo, da so ljudje okupirani in razčlovečeni, se to normalizira. Še posebej to postane normalno za Izrael, ki se je navadil, da lahko nadzira življenja Palestincev, jih zapira in ubija. Včeraj je bil ubit človek, ki je bil del z Oskarjem nagrajenega filma Edina zemlja. Naseljenec, ki je to storil, verjetno pred sodišče sploh ne bo stopil. Takšna je usoda Palestincev. To se ni zgodilo v Gazi, ampak na Zahodnem bregu. Obseg zločinov je resnično neskončen. Ko ljudje govorijo o 7. oktobru, morajo vedeti, da je Izrael od takrat storil na tisoče podobnih zločinov, prav tako pa je storil na tisoče zločinov že pred 7. oktobrom. And, when people speak of October 7, Israel committed thousands of October 7 since then. And Israel committed thousands of October 7 before October 7. Ko sva se pred letom in pol pogovarjala na festivalu v Švici, kjer ste predstavljali svoj predzadnji film, ste mi rekli, da niste prepričani, kako bodo film sprejeli v Nemčiji, kjer živite in ustvarjate. Kako v luči dogajanja v Palestini razumete politično klimo v Nemčiji? Germany is really a very sad case, and this is something actually that wasn't always. Nemčija je res žalosten primer, saj to ni bilo vedno tako, vsaj ne v takšnem obsegu kot danes. Ta proces se je začel pred približno 20 leti, ko je takratna kanclerka Angela Merkel uvedla tako imenovani državni razlog, po katerem je pravica Izraela do obstoja razlog za obstoj nemške države. Uvedba te ideje je povzročila nekaj zelo negativnega za Nemce, za njihov politični sistem in kulturo. Situacija je postala tako slaba, da brez premisleka podpirajo vse, kar počne izraelska vlada. Včasih so nemški mediji v svoji pristranskosti celo slabši od izraelskih. V Izraelu lahko najdemo tudi kritične glasove v medijih, kakršen je denimo Haaretz ali pa med umetniki, a takšnih glasov v Nemčiji trenutno skoraj da ni. To je res absurdno. Nemška kultura goji močno lojalnost do oblasti. Ljudje sledijo in verjamejo vladi ali policiji, tudi glede tega, zakaj so tako zelo nasilni nad protestniki. Situacija v Nemčiji je v tem pogledu precej slaba. Za Palestince je tam najtežje v Evropi, še posebej zaradi policijskega nasilja nad mirnimi protestniki. Seveda ni pomembno, kdo so ti protestniki. Lahko so Palestinci, pripadniki LGBTQ+ skupnosti, Judje ali kdorkoli, ki nasprotuje uradni zgodbi, ki jim jo prodaja nemška vlada. Oblast vse dojema kot sovražnike. Menim, da je zdaj ključni trenutek, da nemški kulturni delavci in filmski ustvarjalci stopijo skupaj in izrazijo svoje mnenje, česar doslej še niso storili. Dejstvo, da je takšnih glasov še vedno zelo malo, je zame eno sramotnejših poglavij sodobne nemške kulture. Večina Nemcev po zadnjih raziskavah sicer nasprotuje politiki vlade, toda kljub temu se ljudje bojijo izraziti svoje mnenje, predvsem zaradi kulture strahu, ki so jo ustvarili glede Palestine in Palestincev. Naj vam dam samo en primer. Želel sem opraviti bančno nakazilo nekomu, ki je sodeloval pri mojem filmu, in v opisu nakazila sem napisal ime projekta s Hasanom v Gazi. Moja banka je nakazilo zavrnila zaradi besede Gaza. To je stanje, ki vlada tukaj. To je le majhen primer, lahko pa si predstavljate, kaj vse še počnejo. And this is the situation, I'm just telling you something very small, Imagine what else they are doing. Pa je bil film v Nemčiji prikazan?
film was screened everywhere in the world, and Germany was the last place where the film was shown. Film je bil predvajan povsod po svetu, Nemčija pa je bila zadnja država, kjer so ga pokazali. Šlo je za manjši festival v Hamburgu in Osnabrücken približno pred 3 meseci. Seveda so v Nemčiji tudi ljudje, ki se borijo proti genocidu. Ko sem šel na proteste v Berlinu, je bilo na ulicah veliko mladih Nemcev, ki so jih policisti pretepali. Toda odzivi in spremembe v Nemčiji so zelo počasni, predvsem zaradi močne lojalnosti do oblasti, ne pa zaradi tega, kar nam pogosto rečejo krivde, ki naj bi jo nosili zaradi holokausta in tako naprej. Če smo se iz holokausta kaj naučili, bi morali biti proti temu, kar se dogaja v Palestini. Če vprašate mene, so se v Nemčiji naučili napačne lekcije ali pa se je sploh niso. They learned the wrong lessons or haven't learned any lessons at all. Vaši filmi nastajajo z zelo nizkimi proračuni in majhno filmsko ekipo. Tudi sam ste pogosto v več vlogah. Je to vrstna izrazito neodvisna produkcija za vas pomembna tudi zaradi političnega vidika vašega dela? Well, the idea of being independent was quite essential for my work. That's why Ideja o neodvisnosti je zame in za moje delo zelo pomembna, zato sem tudi producent lastnih umetniških del. Prijavljam se na razpise in včasih tudi za javna sredstva v Nemčiji. Nedavno sicer tega nisem poskušal, toda prejšnji film je denimo dobil financiranje Berlinskega filmskega sklada. Sam svoj producent sem, ker želim biti neodvisen tako politično kot umetniško. To je ključnega pomena za moje ustvarjanje in mi omogoča, da snemam film za filmom. Essential for my work, for me also to be able to make a film after film. Razgledi in razmisleki.